Živo folk, dobrodošli v oddaji Izgubljanje časa z Juretom in Markom. Danes sva za vas pripravili nekaj zelo posebenega, ampak še prej, dajte se subscribe, če se niste. Ja, komentirajte, lajkajte, dislajkajte, karkoli delajte, zbrište ta video, če znate, uhekajte noto YouTube, pa ga vršte dol. V bistvu, kar bi jaz kar nagovoril bi vas, dajte v komentar napisati, kaj da fakt ne počneva naslednjo oddajo. Ja, mogoče. Nima veze, en komentar, dva, mi dobro to počneva. Lahko tudi dva komentarja napiše. Ja, lahko. Zato si mislil. Ja. 1, 2, 3. Kogarkoli ima paši. Tako. Paši, da smo najbolj neutralni. Danes bova, kva delala? Izgledava najlepšo kokoš. Kokoš, ja. Oziroma, kad korenci rečemo temu kura. Kura. Zakaj so se to odločila? Jaz mislim, da to je najbolj eleganten in najbolj plemenit način izgubljanja časa. Sigurno, klasifikacija kokoši. Ja. Kjere kokoši poznaš? Jaz poznam one, ki jih je imel moj starata, to so tiste obglavljene. Za v juho. Okay. Ti? Jaz ne poznam, da bi rekel, vem kaj je kokoš, vem kaj je petelin, ampak tvoj starata je imel. Osebno pa ne poznam nobene kokoši. Okay. Moj starata ni imel kokoši. Je pa imel kaj? Imel je hladen odnos do žene in turban. Ja. Sem pa enkrat je kokoš bila na našem vrtu. Nihče ni vedel, odkje je, nihče ni vedel, čigava je, nihče ni vedel, kako je ime. Nenavadno za vas. Zelo. Potem smo to kokoš vrnili v njen domač hlev. Ampak Jure, kokošna tipa se sedaj dotakne kokošine. Zelo lahka je. Zelo lahka je in izjemno mehka. Jaz nisem mogel govoriti, kako zelo mehka je. In jaz tudi intenzivno razmišljam, da mogoče po tej oddaji bi si kupil eno kokoš. Če dobiva 100 lajkov na ta video, si bo Jure kupil kokoš in tudi verjetno v naslednji oddaji jo bo pokazal, vam jo predstavil, kako je ime. 100 lajkov, nič več, 100 lajkov. Sprav, sistem je zelo enostaven, od F do S. To je vsem jasno, lahko mu dajmo 10. Lahko pa damo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od 1 do 7 damo. Ok, od 1 do 7 ocenjujeva. 7 je top, medtem ka je 1 neka. Ne vem, ker ta sistem je zelo kompleksen, Jure. Jaz mislim, da je od toplega v hladno, ne? Se pravi, najbolj vroča kokoš. Pa z interneta smo snela Z interneta smo snela te lesice, mi znamo uporabljati. Ja. Ampak bolj kot je vroče, bolj nam je všeč, bolj kot je hladno, manj nam je všeč. F kot freezing, S kot smoldering. Začniva s padovska. Ojoj. Padovska kokoš oziroma moja mama, ko pride od frizerja. Ta kokoš gleda, kakor da je v 70-ih žurala v diskotu. Ja. Verjetno je neka oseba podobna na Metelkovi ta trenutek. Napolno žura. Napolno niti ne ve točno, kje je, ker pač nič ne vidi. Ja. Ampak jaz moram reči, da kot kokoš, kot primerek je zelo elegantna, pač nenavadna, ne bi si nikoli rekel, da taka kokoš obstaja. In obstaja in reče se je padovanska kokoš. Tako da, če bi dala midva to padovansko kokoš nekam na to najno lestvico, kam bi jo dala? Mislim, jaz ta trenutek bi jo dal, ne bom ji dal S kot smoldering, ampak dal bom A kot, atraktivna, zanimiva. Atraktivno zanimiva. Jaz bolj se ne bi mogel strinjati s tabo, definitivno atraktivno zanimiva. Cool. Kokoš z Metelkove, kot trenutno gruva. Gruva, polno gruva na Metelkove. The best. Ruski piščanci. Ruski piščanci so ruski piščanci. Absolutno drugega ne moramo reči. Mislim, če bi imeli kokoši družbo, bi pač to bila tisti, ki živijo na margini nekje. Mogoče ne, pogledajte vsem to grivo, pa ta nek turban, pa ne? Glej, to je subjektivno. To je res. Pač verjetno ni v naravi nekega objektivnega merila, kjer kokoš je dobrega. Sem izjemoma, če imajo biologi oziroma ljudje, ki se ukvarjajo, kmetje. Ornitologi? A se reče ornitologi? Mislim, da sem glih kar dobil zelo plus točko pri biologinjah. Pri ornitologinjah. A se ornitologi tudi s ptiči? Verjetno, to so ptiči. Mislim, da ornitologi. Zdaj sem spet dobil biologinje.
Urologi in urologi javite se, povejte, plus minus, kaj bi dali Juretu. Ja, imaš prav, nič posebenega niso. Nič posebenega, ne izrazite. Zelo take, to so neke gospe, ki grejo na kav. Ne, to so neke lokalni pijančki. To so gospe, definitivno. No, gospe, seveda. Kokoši so gospe. Ne, pa zgledajo zelo, a to ta ženska ne zgleda kot gospa. Jure, glej, gospe so. Če bi ta kokoška prišla do tebe, tako bi rekel gospod, ne bi. Rekel bi gospa, prosim. Gospa, prosim. Tako da dava jim, jaz mislim, da jim dava lepo en E. Niso čist podan. Ja, mislim, jaz sem med E pa F, no. Ta trenutek je... Deva kompromis dava na E, a prav? Ok, zmenjeno meni, čist ok. Cool. Isa Brown. Isa Brown. It is definitely Brown. To je... To je tiska, to je doma, gledaj, kdaj smo doma. To je taka kokoška, ki je te prišla na vrt. Točen ta. A je mogoče celo ta? Ej, mogoče je celo to ta kokoška. Pomenil si, da nisi vedel, kako je ime? Ja, nismo vedeli. Isa Brown. Isa Brown. Isa Brown. Isa... Zig ima kakšen album, nekega sola. Zig si kdaj zavrtil Isa Brown, ko si bil žalosten, zraven nekaj, da te dvigne. Ni nič posebnega, je pa naša. In mislim, da Zihar lahko parira temu piščancu v Aju. Kaj bo že to? Nimam pojma. Gospa Isa. A je gospa? Je. Seveda. Ker drugače bi bila kaj? Lin. To so vedela, ne? To so tudi 100%, ne? Jaz sem biologinje. Pište v komentar. Ok, ja. Frizel. To pa definitivno je gospod Frizel. To je pač kokoška, zdaj na kakšni kliniki za vajanje. Dajte jim metadon. To je žurer. Frizel je definitivno žurer. To je ta človek, ki se usede zraven tebe, ki si tudi ti malo nažgan, on je pa bistveno bolj kot ti in potem ti razlaga zgodbe, ki jih noči slišati. Ja, noči slišati, zato ker so dosti žalostne. Mislim, jaz ne vem, kaj bi naredil, če bi videl tako kokoško. Parjavo lastnika. Rekel, umakam da se. Maska gor. Verjetno bi ga parjavo, kaj deva s kokošmi. Ste videli njegov? Tako Isa Brown zgleda, vemo, da pa to. Tu še pojest ne bo. Marija. Frizel je dal marsikaj skozi. Marsikaj. Kljub temu, da sem bil nesramen do Frizla, meni zaenkrat... Meni je top. Meni je top. Če bi bil kokoš zaenkrat. Ima karakter, zgleda slabo, ker ni včasih slabo, da zgledaš slabo. Tudi da zgleda slabo, pa sva top of the top. Ja, pač top of the top. Ok, jaz mislim, da Frizel si zasluži zaradi tega attituda, pa zaradi life, ki ga je dal skozi, definitivno gre v sam vrh najne lestvice. Se strinjaš? Jaz se strinjam in jaz upam, da nekoč bom lastnik takega kokoša. Po mojem je težko imeti tako kokoša, veš, ne samo, da jim daš tista semena, tudi cigareto in moraš dobiti pa viski. Ok. Ja, Aruanka. Araukana. Ja. Nekaj zelo komunističnega je. Zredno zaradi te rdeče pike. Ruski... Če bi jo srečal decembra, bi pričakoval, da ima darilo. Ampak da ti saj lahko nekaj pove o enakosti razredov. Ja, pač te vpraša, si bral Marksa. Ja. Dajva jo nekam lepo na sredino. Ja, jaz se strinjam. Meni ni toliko všeč. Je pa čisto okej. Za sredino je čisto... Mislim, da je čisto okej. Ajan Cemani, oziroma tukaj še razlika. Mislim, to pa je Black Cock, ne? Glej. Je. Jaz, če bi bil kokoš, jaz sem bolj Frizel kot to. To je tisti en tip v letniku, ki pač zgleda 10 od 10,
ki je vsem puncem všeč. Res, mislim... Je pa totalen douchebag. Ja, pač... To ni prijazna kokoš. Živi s to napihnjeno samo podobo. Zgleda pa the best. Mislim, usnjen, zgleda hudo. Vost motor verjeten. Ja. Pride po noč, ne veš, kaj se je zgodilo, samo tam je, samo na tleh si zvezan. Ne vem sploh, pač to je za salon, kokoš za salon. To je za salon, ali pa da imaš namesto Dobermana, doma na dvorišču, samo tako 3T, samo tako gledal. Malo ji zavidam, težko se poistovetim. Zelo zavidam pač lepoti tej kokoši. In mogoče iz tega zavidanja bi jo dal na D. Deva je v D. Ja, ker nihče, to je pač preveč popolno. Vyandot. Spet smo neki ruski pridih. To je ta Isa Brown, ki se malo rihta, ki je nek tebi malo všeč. Mislim, meni je tako, da bi jo viš odprl, pa bi bil še manjši in pa odpreš, kot neka babuška mi je. Pa zmeraj lepši je not. Ja, lepo, ta gospa, spet je definitivno je gospa, se je zelo potrudila. Da zgleda dobro. Poštaj na birmo svojih vnukov. Jaz vidim, da je to neka gospa, ki je nekam prišla in zdaj so kanapejčki in ona ne bo pikala, ker je preveč oblejena. Za meni to zdaj ni nič posebenega, ne vem, jaz bi jo dal te klekate. Še enega ima. Postavno je samo še en in sicer sultanska kokoš. Ja, ne vem. Tvoje področje. Ampak ne vem, kaj si mislil o tej kokoši. Daj ubrište to peno dol z te kokoši. Mogoče šla je skozi avtopravljenca. Ubrite jo že. Ali pa veš, kaj greš na kakšno veselico, pa ima pa tam lokalen ta, ne vem, kdorkoli ima peno. Lokalen kdo? Lokalni slaščičar. Je slaščičar tisti, ki ima to sladkorno peno na teh karnevalih. Ja, slaščičar. Čeprav, mogoče so to tudi tisti, finski specialci. Če gledaš na tak način, se čisto lahko parirajo tistemu črnemu samo za sneg. Ja, zihar, če jo ne vidiš, če sneži. Isto grozen, ko prideš po nočne na dvorišče, pa je tist Arojapi, ali kaj že? Ja. Kaj že? Ta model? Ja. Ali pa da prideš, da gidaš sneg, pa ga ne je ta model. Zanimiva. Ni mi pa, da preko tako... Se pravi, dava v C. A je dava? Dajva je v D. Makle, tako se mi zdi čist. Imamo definitivno zmagovalca, ki pa je... Frizel. Ni nujno, da je tako zdelan. Frizel, ki se naspi. Se naspi, ki dobro zgleda. Ki se naspi, pa napije vode, zelo dobro gleda. Definitivno, če nam boste kaj poslali, ne bo to jajček, ki ga bo valila in pojmo frizelček vam prišel. Kdor si lahko reče, jaz sem frizel, dajte napisati kakšen komentar. Če jih pa kdo ima, jih pa kamorkoli v Slovenijo prideva pogledati in posneti. In enkrat, vsak enega. Ja. Tako da, če imate frizle, prosim, kontaktirajte naju. Če so pa pečeni, pa tudi nič narobe. Nič narobe. Se vidimo hmalo. To je to. Čija! Čijem!